Drage gledalke in gledalci, oziroma poslušalci, danes se bom pogovarjal z magistrom Darkom Repenškom, lep pozdrav. Pozdrav. Ja. Avtorjem knjige Usodni rafal, ki rekonstruira smrt miličnika Stanka Straška med osamosvojitveno vojno in razkriva politične zlorabe te tragedije. Gospod Repenšek, zakaj ste se odločili odpreti primer Stanka Straška po več kot 30 letih molka? To je vprašanje, ki se mi venomer zastavlja strani občestva, predvsem pa sedaj, ko je bilo že kar nekaj predstavitev te knjige. Zakaj? Prvič, v tistem obdobju 1991. In konkretno na večer tistih dogodkov, ko je žal preminil naš kolega miličnik Stanko Strašek, sem bil dežurni inšpektor na inšpektoratu milice oziroma operativno-komunikacijskem centru takratne uprave za notranje zadeve Ljubljana mesto. In me je pravzaprav spomin na te dogodke vsa ta leta še kako živo spremljal. Namreč, ko ti pade kolega, verjetno, da to ostane, skoraj da ne rečem, za trajno v spominu človeka, ki je bil zelo dobro vpet tudi ne nazadnje tisto noč v to dogajanje. Drugi pomemben dejavnik oziroma drugi motiv, zakaj sem se odločil za pisanje knjige, je bil nek telefonski klic nekega novinarja radia oziroma televizije Slovenija, Jureta Brankoviča, pred leti, ko sem služboval na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, do leta 2013 tam nekje, ko me pokliče po telefonu in pravi: gospod Repenšek, v rokah imam zbornik, ki ste ga izdali v Celjskem policijskem veteranskem društvu Sever, in v njem ste vi prispeval in napisal nekaj o teh dogodkih povezanih s smrtjo Stanka Straška, s prevozom njegovih posmrtnih ostankov na Štajersko in pa z njegovim pogrebom. So rekel, res je. Je rekel, tu tudi napišete, kdo je pravzaprav bil storilec tega kaznivega dejanja. No, res je. Pravi, na nacionalki razmišljamo, da bi morebiti posneli dokumentarni film o teh dogodkih, pa bi bil pravšnji, če bi bil pripravljen pri tem sodelovati. Sem rekel, da vidim razlogov, da ne bi bil pripravljen, absolutno sem. Dogovorila sva se za srečanje. Na tem srečanju ob bifeju na kavici ob nacionalki, televiziji, sva spregovorila o teh dogodkih, pa nesel je sabo tudi ten zajeten svežen dokumentacije, da skrajšam zgodbo, dogovorila sva se za nadaljne aktivnosti, vendarle pa potem njegovega klica ni bilo in kot sem kasneje po mnogo letih izvedel, je seveda nacionalka od tega projekta odstopila. Tretji pomemben dejavnik ali pa motiv za pisanje je bilo tudi to, da odkar sem prevzel funkcijo predsednika policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana, vsako leto 30. junija na kraju dogodka na Aškrčevi pri Filozofski fakulteti organiziramo skupaj s policijsko upravo Ljubljana, bom rekel, nek spominski postroj komanderjev oziroma načelnikov policijskih postaj za udeležbo članov veteranskega društva Sever Ljubljana, vrhom policijske uprave Ljubljana in generalne policijske uprave, kjer se spomnimo ob spominski tabli na dogodek. No in jaz sem pred 2 letoma, ko sem prevzel to funkcijo, preprosto vzel v roke knjigo, ki sem jo prej omenil, ta zbornik, in sem segmentalno vsako leto prebral nekaj iz te knjige, pa da vam povem, da potem na koncu pa je bilo kar nekaj tistih prisotnih, ki so te zadeve, ta dogodek, povšalno nič ali pa kar poznali, bili morebiti celo zraven, niso vedeli za kopico tistega, kar je pravzaprav že v tistem zborniku izpričanega. Zato bom rekel, da so to neki 3 ključni dejavniki, zakaj sem se pravzaprav odločil za to, da pristopim k pisanju te knjige. 4. je bil pa tudi ta, ko smo bili in je bila javnost leta in leta, sploh pa, ko sem se začel ukvarjati z iskanjem dokumentacije, tudi ne nazadnje o tem, kaj so mediji takrat poročali, nekaj tega sem imel, nekaj sem še podobil, sem videl, da je bil pravzaprav ta dogodek resnično zlorabljen tudi v politične namene. In zaradi tega sem dejal, enkrat mora ta zgodba dobiti svoj konec in svojo resnico. Predvsem zaradi tega, ker so bili tudi kolegi iz Zelene linije, torej iz Zveze veteranov vojne za Slovenijo, morda biti kdaj, ko smo začeli o tem govoriti, kar nekoliko previdni pri razpravljanju o tem,
zato ker je nenazadnje resnica ta, da je pač brat sodil bratu, da je Slovenec ubil Slovenca in da je pripadnik teritorialne obrambe, ki se mu je preprosto trgalo, ubil Stanka Straška. Se pravi, tisto usodno noč, ko je parlament zasedal, skupščina Tajno zasedanje Ja. zbora, skupščine vseh treh zborov, zasedanje vseh treh zborov skupščine Republike Slovenije. Slovenije. Ja. V noči z 29. na 30. juni 1991 je bil pred stavbo Filozofske fakultete ustreljen miličnik, takrat še miličniki, ne, policaji, ne, miličnik Stanko Strašek od strani pripadnika teritorialne obrambe. Točno tako. Ja. Istočasno pa je v parlamentu, kot smo rekli, potekala ta seja in je poslanec prišel za oder in povedal, kaj? Da To je bil koincident nekih dogodkov, oziroma treba jih je povezati. Zakaj? Namreč tisto jutro se je predsedstvo Republike Slovenije Milan Kučan vrnil iz Zagreba, zgodaj zjutraj 29. iz sestanka z Evropsko trojko s Tudžmanom, predsednikom Republike Hrvaške, takratnim predsednikom Zveznega izvršnega sveta Antejem Markovićem in pa z kandidatom za predsednika predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije Stipetom Mesićem in še nekaj diplomatov je bilo na tem pogajanju prisotnih. Ne bom o tem pogajanju, čeprav v knjigi tudi opisujem samo pot predsednika v Zagreb, ki je bila strašno konspirativna in seveda zahtevna, ampak pomembno je to, da je bila takrat zjutraj na osnovi, tako rekoč ultimata, ki ga je jugoslovanska oblast, takrat predvsem pa vrh Jastrebo jugoslovanske armade dal Sloveniji in postavil zahtevo, da mora vrniti stanje torej se mora in zahteva je vrniti stanje v Sloveniji pred 25. juni. ja. Zato je bila sklicana tajna seja Skupščine Republike Slovenije. Ta skupščina se je dogajala v nočnem času, iz 29. na 30. Stanko Strašek je padel na barikadi 10 do polnoči, 10 do 1, torej uro po tem dogodku, je takratni republiški sekretar za notranje zadeve stopil na govorniški oder v parlamentu, če ga poimenujem po današnje, vzel tako rekoč besedo torej predsedniku Bučarju in naznanil, da se po Ljubljani strelja, da so šli iz kasarn specialci, teroristi, kakorkoli jih že poimenujemo, in pozval poslance, da pohitijo z razpravo. Namreč posledica tega je bila tudi delna prekinitev zasedanja. Poslanci so šli celo potem, ko je bila izrečena grožnja, da nad Ljubljano krožijo helikopteri, ko je bilo za skupščino sprovocirano, sproženih nekaj Kdo je sprovociral, da so streljali za skupščino? Po dokumentaciji, ki sem jo uspel zbrati in ki mi je pravzaprav bila osnova za pisanje tako delikatnih detajlov iz dogajanja tiste noči, naj bi to storil Tone Krkovič, ki je pozval svoje morisovce, da so pri grobnici herojev, mislim, da v zadnji spomeniku narodnim herojem sprožili, da je streljali. No, ampak Tone Krkovič gotovo ni verjetno delal na svojo pest, nekdo mu je ukazal. O tem lahko predvidevava, verjetno, da lahko domnevava, da zagotovo, da to je točno, kar ste sedaj rekel. Ja, ampak iz vaše časovnice kaže, da je govorec, ki je govoril takrat v skupščini, vedel... Govoriva o takratnem republiškem sekretarju za notranje zadeve Igorju Bavčarju. Tako je, ja. Vaša časovnica kaže, tako prikazujete v knjigi, da je on vedel za smrt Stanka Straška in kdo ga je ustrelil, v skupščini je pa govoril neresnico. Kako si to razlagate? Ravno to je zanimivost, vprašanje, ki ga tudi sam v knjigi zastavljam. Jaz ne trdim to, da kot operativec organov za notranje zadeve in kot poznavalec pretoka informacij je nemogoče, vsaj moja domneva je takšna, Ja. In nazadnje tudi trditev, je nemogoče, da šef policije, republiški sekretar za notranje zadeve, ki je oddaljen od dogajanja, tako po sedežu delovanja, saj vemo, da je bil takrat republiški
sekretar za notranje zadeve na Štefanovi, da je bila rezervna lokacija takratnega operativnega vodstva v Cankarjevem domu, vse to je v trikotniku 50 metrov. Nenazadnje je vsak minister verjetno, da tekoče, promptno informiran o tem, kaj se dogaja, sploh pa, da se je to dogajalo na tako pomemben večer, kot ga je predstavljal tisto noč in tisti dogodki in sklic izredne seje, tajne seje Skupščine Republike Slovenije. Torej, po nobeni logiki se bi ne dalo drugače sklepati, kot da je bil takratni republiški sekretar dovolj dobro seznanjen, da se je streljalo, zakaj se je streljalo na Aškerčevi, da je tam ubit miličnik. Je že res, da domnevam ni mogel vedeti, da ga je ubil pripadnik teritorialne obrambe. Zagotovo je pa vedel, moral bi vedeti, kaj se je pravzaprav tam dogajalo, vsaj po diagonali. No, če to zdaj skupaj povežemo z vašim, kar pišete, skratka, s to izjavo Bavčarja takrat, z izjavo, kot je vsej v tem intervjuju meni, ki je tudi dostopen na YouTubeu, dejala Darja Lavtičar-Bebler, da je, mislim, da minister za informiranje Kacin takrat rekel, da prihajali helikopterji iz reke, da je Krkovič streljal v zrak pri parlamentu, češ zunaj se streljajo, ne? Ali je po vašem mnenju šli v tem primeru za neko politično laž in če da, s kakšnim ciljem? Če ne govoriva o laži, govoriva pa zagotovo o vplivu ali poskusu vpliva na delegatke in delegate, ki so bili prisotni na tem zasedanju. Namreč, zato sem prej razlagal, zakaj pravzaprav je do tega zasedanja prišlo. Slovenija je dobila 20 do 9 zvečer strani Kadjeviča, oziroma 10 do 9 zvečer strani Kadjeviča ponovno ultimat, ki je bil tako rekoč ultimat po kapitulaciji Slovenije. Če uporabim te besede, da ne bi razlagal 9 točk, ki jih je ta ultimat zahteval od Slovencev. Slovencem je bil postavljen ultimat in odgovor nam do 9 zjutraj 30. junija. Sicer je bilo zagroženo, enako je Negovanovič, general Negovanovič, komandant Kosa v Beogradu, istem je obvestil slovensko javnost preko beograjske televizije, torej o tem ultimatu in o ultimatu do 9 zjutraj in z grožnjo, da bo sicer Slovenija, da bo uporabila Jugoslovanska narodna ljudska armada vsa razpoložljiva sredstva za discipliniranje Slovencev. In posledično je prišlo sedaj do tega zasedanja in verjemite mi, in po pričevanju številnih virov izhaja, da vsi delegatke in delegati niso bili tako 150% prepričani v odločitev, po kateri je krenila na pot Republika Slovenija, samostojna država Republika Slovenija. In tu je verjetno, da v kar nekaj politikih tlela bojazen, da si ne bi kdo zaradi grožnje Jugoslovanske ljudske armade in jugoslovanskih oblasti dovolil ali upal premisliti si in bi glasoval na koncu o predlaganih sklepih, ali gremo po nadaljni poti v samosvojitev, ali pa dejansko pademo pod vpliv Jugo armade oziroma zahteve, ultimata in gremo nazaj. No, ampak s tem, ko pravite, se je skušalo vplivati na mnenje delegatov, poslancev, danes, ne? Ampak skušalo se je vplivati z občutkom, da JLA napada, zato so... Da so oboroženi, zato naj bi bila razprava v skupščini, skrajšana, naj bi se... Ampak tu je v bistvu bila neki ti helikopteri, kao prihajajo, streljanje zunaj, ni bilo pojasnjeno, da ni streljal vojak JLA, ampak je streljal teritorialc na miličnika Straška, ne? V tistem večeru. In še dolgo potem se ni vedelo, da je bil storilec kaznivega dejanja, torej ta, ki je ubil Stanka Straška, teritorialec. Kako pa to, da se ni vedelo? Zaradi tega, ker tudi jaz in mi in moj tim v OKC-ju
Ja. Mi smo vedeli še dolgo časa, ne govorimo o dnevu, ampak govorimo o tistem večeru. Ja. Namreč spet, če se vrnem nazaj na okoliščine, kako se je ta morilski pohod storilca kaznivega dejanja po Ljubljani začel. Prvič, 20 do polnoči je stopil na cesto na Roški, oborožen z avtomatom. To je bil demobilistični ukrep. Pripadnik Teritorialne Dušan Sušnik, pripadnik teritorialne obrambe. Ja. Ampak govorimo o osebi, ki je bila oblečena v uniformo, ki je bila skoraj identična uniformi pripadnika Jugoslovanske ljudske armade. Namreč vedeti moramo, da takrat se te uniforme teritorialne obrambe niso bistveno razlikovale od uniforme Jugoslovanske narodne armije. Sami poznamo, kako so bili oblečeni. Zdaj bom vprašal, ampak naslednji dan se je to že moralo vedeti, da ni bil to pripadnik. Ampak govoriva se, da je od tisti noči. Ja. To je pomembno. In stopil je na cesto pripadnik podoben po oblačilih, pripadnik Jugoslovanske ljudske armade na Roški, ko pa vemo, da je v neposredni bližini kasarna. Bila kasarna Jugoslovanske ljudske armade. Prvi očividci, ki so nam poročali in ki so telefonsko sporočali na OKC, na številko 92, kaj se dogaja na Roški, so v silen glas govorili pripadniki Jugoslovanske armade. In tudi mi v OKC-ju smo bili prepričani, da gre za pripadnike Jugoslovanske armade, ki je poskušal zaseči vozilo kadet Antonij Skubic, ki je potem zasegel vozilo stojenka, s katerim se je vozil po Ljubljani do svoje bridke smrti. Ampak mi ves čas pravzaprav nismo vedeli, da gre za pripadnika teritorialne obrambe. To je bilo razvidno zgolj potem pri Smeltu, pa še takrat ne, ko je naš pripadnik Pema truplo Dušana Sušnika potegnil iz vozila, ga pregledal, najdel vojaško izkaznico na ime Dušan Sušnik in tudi fotografija v tej izkaznici, vojaški knjižici, ni bila identična, oziroma težko je bilo narediti 100% primerjavo, da je imetnik te vojaške knjižice oseba, ki je pokojna. No, ampak vi se v knjigi ne ustavite pri samem dogodku, temveč osvetlite tudi dogodke poznejše politične zlorabe te tragedije. Omenjate primer govora Vinka Gorenaka leta 2013 v Celju, poslanca takratnik. Takrat se je pa že vedelo, kdo je. Se je temeljito vedelo, kdo je. Takrat se je pa že vedelo. Kako vi razumete to izjavo Vinka Gorenaka iz leta 2013, če poveste, kaj je takrat dejal? Moje razumevanje te njegove izjave je silo preprosto. Pripadniki Jugoslovanske armade so ubijali po Sloveniji. Vemo, koliko je bilo žrtev na strani policije, teritorialne obrambe, med civilisti in tako dalje. Preprosto to je sporočilo, da je tudi sin staršev, ki sta na tem dogodku, kjer je Vinko Gorenak bil, je govoril, da je padel pod streli pripadnika Jugoslovanske armade. To je point te zgodbe, torej govoriti o lagati pravzaprav, sedaj pa že lahko govorimo o laži, ker me nihče ne bo pripričal, da bivši policist Vinko Gorenak, sedaj poslanec, po toliko letih ni vedel, da je bil ta storilec kaznivega dejanja pripadnik teritorialne obrambe. Ker jaz sem si zapisal ta citat njegov, ki ste ga vi zapisali, Strašek je prepisal, ja. Strašek je padel po streli tistih, ki so nosili rdečo zvezdo. Se pravi, pod streli pripadnika Jugoslovanske ljudske armade. Kako bi vi razumeli tako izjavo, recimo, kaj povedo o našem odnosu do zgodovine? Težko. Namreč, moje prepričanje je, oziroma moja bolečina na nek način tudi je, in tudi to je bilo morebiti vodilo, da sem se lotil pisanja resnice, kot Vinko Moderendorfer nekajkrat ponovi in nekajkrat poudarim v pisanju svojega uvoda k tej knjigi, je ravno to, kako se pravzaprav manipulira še dan danes, po toliko letih, z resnico. Zdaj manipulira se lahko pa zaradi tega, ker številni dogodki niso verodostojno zapisani, zato ker številni dogodki sploh niso zapisani, vemo pa, da so bili,
Pa lahko govorimo o primeru sestreljenega helikopterja, ki ga je pilotiral Slovenec Toni Mrlak v Rožni dolini in še bi lahko verjetno zapisali dogodkov, ki, če bi bili verodostojno, listinsko podkrepljeno, z dokazi podkrepljeno, z izjavami prič očividcev ali tisti, ki so tamkaj bili. Če bi bilo to več takih dogodkov zapisanih, potem se konkretno takih dogodki in s takimi dogodki ne bi dalo manipulirati, njih zlorabljati, potvarjati zgodovino ali zgodovinsko resnico, etc. Tega pa, to pa ne more vas oba dva prikrivati, je v slovenskem prostoru zaradi takšnih in drugačnih razlogov bilo kar nekaj. In je še kar nekaj. Kdo po vašem mnenju nosi največjo odgovornost za politično zlorabo smrti miličnika Stanka Straška? Zelo zahtevno vprašanje, namreč želel bi se distancirati od tovrstnih presoj, če ravno sem v knjigi sila eksakten, predvsem v delu, ki ga imam podkrepljenega z tem, kar sem sam doživljal, ker sem bil zraven, od tega, kar imam listinskih dokumentov, tako policije, temeljnega javnega tožilstva, preiskave, torej preiskovalnega sodnika, preiskovalnih sodnikov in od Inštituta za sodno medicino. Številne priče, očividci, prisotni operativci, etc. Zdaj, ne bi želel nikogar obtoževati, zagotovo pa in tudi načeloma se ne spuščam v politično intriganstvo ali v kakršnokoli tovrstno manipuliranje ali pa izpostavljanje, zagotovo pa so bili nameni na strani tistih, ki so pač želeli in še želijo potvarjati zgodovinsko dejstvo. Uvodoma pri prvem vprašanju ste dejali, da je nacionalna televizija izrazila željo, če se ne motim, leta 2013, da bi posnela nek dokumentarec o Stanku Strašku. Ali so zdaj, ker oni so pač prenašali te dezinformacije in manipulacije takrat, ki so se dogajale, ali so zdaj pokazali kakšen interes, da bi ob izidu vaše knjige vse to obelodali, ta dejstva in te stvari, ki ste jih vi raziskali? Meni je novinar Jure Brankovič takrat dejal, da kani nacionalka narediti filmski zapis, bom rekel, tega dogajanja. Pri tem so takrat tudi končala, do tega ni prišlo, jaz nikoli nisem potem niti ne poizvedoval ali dobil kakršnih koli informacij, ali je nacionalka opustila pripraviti dokumentarc na to temo, pa tudi po tem, ko je knjiga išla je namreč koncem lanskega leta, uradno je bila predstavljena prvič v začetku letošnjega leta, tudi v teh 2 mesecih, če rečem mesecu, dobrem mesecu dni, ni bilo tovrstne pobude ali kakršnekoli informacije strani nacionalke, pa pravzaprav me to tudi ne zanima. Ker tu se človek nehote postavi vprašanje, ali je ta država utemeljena v veliki meri na laži, na manipulaciji. En dogodek, ki je zelo nazorno opisan, še ne more generalizirati tega, kar pravite. So bili pa verjetno ob tem še dogodki, za katere tudi sam vem, da so temeljili na, bom rekel, trhlih temeljih in so za tega del tudi vprašljivi. Ali vi mislite, da je slovenska družba danes že pripravljena na resnico o lastni osamosvojitvi? Mislim na vse te zgodbe, kakšne? Jaz mislim prvič, da bi bil že čas. Mi govorimo in tako radi poudarjamo, da smo mlada demokracija. Veste, samo zaenkrat, če kar nekaj ljudi iz obdobja osamosvojitvenih procesov živi, in ti so najbolj verodostojni pravzaprav presojevalci tega. Jaz mislim, da mladi, če jim ne bomo prenašali tistih lastnih izkušenj. Zanimivo je, tudi predsednica države, dr. Pirc Musarjeva,
je na 30-letnici, ob praznovanju 30-letnice Zveze veteranov vojne za Slovenijo jasno in nedvoumno povedala, kako pomembna in nujna so pričevanja vojnih veteranov o dogodkih v tistem času. Poudarila je tudi, da slovenska mladež, torej učenci, učenke, dijaki, dijakinje, pa tudi učitelji, premalo vedo o osamosvojitvenih procesih, pa tudi da nazadnje kurikuli v učbenikih premalo o tem govorijo. In če ne bomo mi, tisti, ki smo še živi pričevalci tistega dogajanja, tega prenašali naprej, prenašali na mlade, ne nazadnje tudi imeli moč, spretnost in pa voljo kaj zapisati med platnice, potem bo dejansko prišel čas, ko bo pa to dogajanje popolnoma ali zelo spremenjeno. Kaj bi vi, recimo za konec, da vas vprašam, kaj je pri tej zgodbi za Slovenijo, za osamosvojitev Slovenije najbolj neprijetno po vašem, a nujno slišati? Neprijetno, ampak nujno slišati je dejstvo, da je, kot sem že danes povedal, da je brat sodil bratu, da je Slovenec sodil Slovencu, da je pripadnik teritorialne obrambe ubil pripadnika posebne enote milice, ampak to so dogodki, tragični, žal tragični dogodki, ki so pa sestavni del vsakih oboroženih konfliktov. In molčati toliko let o tem, da je temu bilo tako, to je zame žalostno. Slovenci si moramo enkrat naliti čistega vina in se spoprijazniti s tudi tovrstnimi dogodki, ki so res žalostni. Ampak od tega se bežati ne da in od tega bežati pač ne gre. Zato vam bom kar povedal tudi to, ko sem pripravljal vsebinski prispevek za objavo v veteranski reviji Veteran, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, pa moram povedati, tudi sam sem pripadnik te organizacije, tudi sam sem veteran vojne za Slovenijo po tej liniji, zeleni liniji, kot ji pravimo, se je, ker sem morda preveč eksaktno napisal, kdo pa je bil storilec tega kaznivega dejanja, porodilo vprašanje, ali je prav ali pač ne, da se pa že na najavi te knjige pove, kdo je bil. Takrat sem bil kar, moram pošteno reči, sem bil kar nekoliko presenečen, da se po toliko letih tudi med nami še vendarle bojimo ali bojijo spregovoriti pač resnico, ki je resnica in od nje ne gre in se ne more bežati. Hvala, magister Repenšek. Vaša knjiga odpira zanimiva vprašanja o resnici, odgovornosti in nenazadnje o kolektivnem spominu, ki so še vedno aktualne danes. Zagotovo, da. Kot sem dejal, ne bi bilo takih knjig čim več. Hvala za pogovor. Hvala lepa tudi vam za povabilo.